Duhovnik Boris Kučko, danes kaplan v Ljutomeru, je navdušen in zavzet zbiratelj etnografske dediščine na Dolinskem v Prekmurju. Ta svojevrstna raziskovalna žilica se mu je prebudila v 6. razredu osnovne šole, ki jo je obiskoval v Turnišču. V dobrih 20 letih je zbral na tisoče dragocenih etnografskih dokumentov, predmetov, slik, mizarskega, kolarskega in kmečkega orodja, razne doma narejene rokodelske stroje in drugo. V naši prvi oddaji smo predstavili del zbirke, ki se nanaša na življenjske potrebščine na podeželju. Bivalni prostori, kuhinjska in druga hišna oprema, izdelki vaške obrti in nekaj zanimivih zbirk. V tej oddaji pa želimo predstaviti orodja, doma izdelane stroje, ki so jih ljudje v tem delu Prekmurja uporabljali pri obdelovanju polja, v rokodelskih in obrtnih dejavnostih in še marsikaj, kar je tipično za življenje na prekmurskih ravninah. Gospodu Borisu in njegovemu očetu se zahvaljujemo za predstavitev zbrane etnografske dediščine. Tu smo zdaj v velikem prostoru, kjer je zbrani veliko kosov kmečkega orodja. Kaj vse je tukaj? Tako, v tem prostoru imamo ogromno kmečkega orodja in pa raznih strojev, s katerim so si prekmurski ljudje, tako rekoč bi lahko rekli, služili vsakdanji kruh oziroma tudi olajšali vsakodnevno delo, pa naj bo na polju ali pa tudi v delavnici. No, zdaj bo šla malo po vrsti, da vsaj nekatere stvari bolj blizu obrazloživa. Pa začniva pri taki praktični zadevi, ki da še veliko moč. To je kuhanje žganja. Tako je. No, žganjara je bila večnamenska. Delali so žganje iz več vrst sadja, pa tudi na različne načine. Kako je to bilo? Ja, jesen je bil čas obiranja sadja, in pa potem so to sadje nekako kvasili, kakor pravimo po prekmursko, in pa potem čas zime je bil tisti, ko so kuhali žganje v tem prekuhovalniku, in pa hkrati je žganjara bil tudi kraj druženja, kjer so se potem možje družili ob dolgih večerih, oziroma v Prekmurju so rekli, da kjer je bila žganjara, je bil tudi pintaž. Gre za tako rekoč ilegalno pivnico, kamor so možje hodili potem tudi na šnops ob večerih, in prav ta priročni pult z kozarci govori o tem, da so v tem pintešu ponujali oziroma stregli tudi žganje. Seveda je potem oblast nekako te stvari že takrat tudi na nek način preganjala, ampak so se vendarle te stvari ohranile do današnjega. Torej v Avstro-Ogrski je to bil državni monopol, ne? Tako, ja. Tako kot danes poznamo te stvari, da so se dogajale v ilegali, tako tudi... Bolj spodno pa je bilo med stari Jugoslaviji, ne? Ja, seveda, takrat ni bilo dovoljeno, ampak kljub temu so te stvari nekako na vasi je vedno nekako to živelo, bi rekli. No, zdaj, če še malo bolj podobno opiševa sam proces kuhanja žganja. Se pravi, sadje so najprej jabolko stisnili za jabolčnik, trupino so potem nabili v sod in potem čakali mesec pa pol, da se je skvasilo. In potem kaj je bilo prvi postopek, ko je vzel trupino iz soda ali pa iz kadi, da je dal v ta kuhalnik. Torej naložili so v ta destilator in pa potem kurili in pa čakali, da se je... Se pravi, modrost je bila v tem, da si kuril počasi, da je tisto zlapelo in tukaj zgoraj se je nabiral alkohol,
tako, ne, tukaj se je potem alkohol nabiral v paro, ne, in pa potem preko tega hladilnika, ne, kjer je bila voda, se je potem izcejal v posodo, ne, in tako so počasi zbirali te kapljice šnopsa. No in prvo je bil tako zvani plaviš, to je bilo prvo stopnja do 30 stopinj, ne? Tako. Potem pa so se plaviš skupaj zlili in še enkrat kuhali. In še enkrat prekuhali, ne, tako tisto prvo žganje je ponovadi bilo zelo močno, ne, kakor pravijo. No in ti so se te moški pili, to pravo žganje. Pravo žganico, ja, domačo palinko. No in to je bilo donosno, tudi finančno. Jaz mislim, da takrat, da bi ljudje gledali, da se bodo na ta način veliko ukoristili, ne, oziroma zaslužili čez eno sezono toliko, da ne bo treba več nič delati, tako kot včasih danes mislimo, ni bilo, ne, ampak tako za sproti živeti je pa bilo, ne, da so nekako preživeli tiste dolge zimske dni in pa tudi, da so, bom rekel, nekaj zaslužili, ne, da je družina imela za preživetje, za kruh, zato je pa bilo, ne, gotovo, ne. Kako pa je danes, je to zdaj izginilo? Danes je, ja, bi lahko rekel, to skoraj da izginilo, oziroma najde se, ne, kakšen, ki se ukvarja še z žganje kuho, ne, oziroma danes imamo predvsem veliko tega zeliščarstva, tudi ne, ljudje ustvarjajo veliko teh zeliščnih likerjev, sploh tudi tukaj po našem področju, ne, tako da tega še nekaj živi, ne, ampak danes več ali manj te stvari morajo biti legalizirane, ne, in tudi prav je tako, ne, včasih je pa to, bi rekel, bilo bolj tako po domače, ne, in če zdaj, ker se na tej naši domačiji nahajamo, ne, ja, naši so recimo živeli iz tega, ne, celi grunt je bil zasajen z slivami in so nekako od teh sliv, bi rekel, živeli, ne, kar niso prodali, ne, kot sadje, so potem čez zimo skuhali v šnops in pa potem tisto naprej prodajali, ne, in verjetno takrat niso bili edini, ki so se s tem ukvarjali v vasi. Danes pa ne vem, mislim, da obstaja v vasi en človek, ki se še ukvarja z žganje kuho, ne, zanimivo, ne, da se tisti domačiji že od nekdaj reče žgalinski, ne, nekako se hiše tudi prijel ta priimek in hvala Bogu, nekako to tradicijo peljejo še naprej, ne. No, zdaj tukaj smo že potem zdaj pri drugem delu našega ogleda, to je pa kmečka kuhinja. Kaj bi tukaj povedal za ta del, da malo predstaviš, kako je takrat izgledala kuhinja? Ja, čisto preprosto, v kuhinji takrat ni bilo ogromno pohištva, ne, tako kot ga poznamo danes, ne, te moderne kuhinje, kakšna miza in pa klop, seveda, kakšen stol se je našel v kuhinji, ne, in bolj tisto preprosto pohištvo, ki je sestavljalo kuhinjo, ne, tako je to včasih izgledalo, ne, pozneje se potem je to kuhinjsko pohištvo doživelo velik razvoj, ne, in pa kuhinjska oprema, gre pa za bolj preproste stvari, za mizo in pa klop, seveda, in pa kakšen stol, ki je bil. Največ so se zadrževali v kuhinji po zimi, ne? Tako v kuhinji oziroma tudi v veliki iži, ne, oziroma tam, kjer se je kurilo, ne, bi čisto tako povedal, ne, kjer je bilo toplo, ne, torej prej smo govorili o žganje kuhi, tam so kuhali žganje, šnops, bilo je toplo, ne, in so se tam zadrževali, potem pa seveda zopet, ne, v kuhinji, ne, kjer je bilo toplo, ne, oziroma po kakšnih delavnicah, kjer so delali, ne, pozneje si bomo tudi ogledali še kakšno mizarsko delavnico, tudi tam se je kurilo in so čisto preprosto, potem tam, kjer so delali, preživljali tudi svoj čas, ne. No, zdaj si bomo gledali bolj od blizu razne sklope orodij, ki so jih uporabljali. Tukaj je zdaj pred nami cela vrsta kosov orodja za obdelavo grozdja. V Prekmurju imamo dve vrsti grozdja, se pravi lugač, domača, da status ima manj kakovostno grozdje in potem pa gorice, to so potem pa cepljeno grozdje, kot smo rekli. No in
Katere predmete bi posebej izpostavil tukaj? Torej, najprej bi izpostavil mlin za mletje grozdja, ki nosi tudi letnico 1933 in je last bil mojega dedka in pa babice. Torej, tudi oni so imeli doma lugaš in pa potem seveda gorice v Strehovskih goricah. Zagotovo pa je posebnost tudi lesena špricavka, s katero so špricali vinograde, ne? In ne vem, v tem času, ko zbiram vse te stare predmete, nisem nikjer opazil, da bi še kje bila ohranjena lesena špricavka, tako da je gotovo nekaj posebnega. No, posebna je tudi gotovo ta lesena püta ali pa brenta za nošenje grozdja po goricah. Pozneje so jo nadomestile seveda plastične brente oziroma zdaj že kar sodobni traktorji, ki No, tukaj bi še jaz poudaril tole palico. To je imel ta, ki je nosil brento. Tako, pravili so pütar, si je pomagal z palico pri hoji, in pa potem v to palico je potem vrezoval, kolikokrat je püto prinesel do mlina, oziroma do preše, kjer so potem to grozdje sprešali, in lahko vidimo, kolikokrat je mogel iti gor pa dol po goricah, da je ves ta prostor na palici zapolnil. Jaz upam, da gorice niso bile preveč strme. Ja, to je naporno bilo, ne? A je potem dobil kakšno nagrado za to? Ja, verjetno, ne vem, na kelku je imel, da je lahko spil kakšen deci vina, Aha. No, tu vidimo tudi eno zelo zanimivo stvar, šejf. Tako, šejf, ki čisto preprosto raste na vsakem vrtu, in s tem so zajemali vino iz soda včasih, ko še ni bilo šlaufov, so čisto preprosto z šejfom zajeli in pa seveda s pomočjo sape, so potem zajeli vino iz soda. Ja, šejf so seveda od znotraj ščistili, ga prečistili in pa potem pri okusa ni dajal. No, tukaj potem so zdaj razne posode, to je za nošenje vina v majhnih količinah, ne? Tako palaska, čisto takšen majhen sodek, ki so ga dali na biciklen in so lejko z biciklom ali pa tudi v ceker ali pa na hrbet, so potem prinašali vino iz goric. Tu so potem pa manjši sočki, pa pipe. Tako, pa imamo tukaj eno zanimivost, prej smo govorili o predelavi sadja, tudi o predelavi jabolk, Znano je, da so v Prekmurju delali kis iz jabolk, in pred nami je jecišnjek, v katerega so potem ta kis shranjevali, Zanimivost tega soda je, da je stožčast in da ima na vrhu to okno, ki se odpre, da potem lahko iz vrha jeci čisto preprosto z lončkom zajameš. To je bilo v špajzi ali v kuhinji? To je bilo shranjeno v špajzi ali pa v kleti, ponavadi. Aha. In tem gospodina je šla, zajela, koliko je rabila, pa... Koliko je rabila, ja, in tako pač sproti vedno. To ni bilo tesno zaprto? To je samo priprto bilo? Ne, to je okno, ki se je založilo, čisto preprosto, ni bilo. Ker kis je na lufta, ne? Ja. Zdaj, naslednji velika zbirka je pa poljedelsko orodje. No, in bomo šli malo bliže, da vidimo vsaj od blizu te glavne poljedelske pripomočke, s katerimi so obdelovali polja. Ja, ogromno je razstavljenih oziroma zbranih teh strojev, ki so si jih ljudje tudi večinoma doma naredili. To je tudi posebnost tega in s tem so potem vsakodnevno si lajšali to delo na polju, in imamo od raznih plugov do voza in vsega. In jaz mislim, da je najboljše, tukaj je tudi moj oče, ki je večinoma teh stvari restavriral in pa tukaj postavil na razstavo. On je s temi stvarmi še delal in nam bo zagotovo vedel največ povedati, kaj imamo tukaj zbrano. No, pridite, gospod. Kar naprej, kar bliže stopo tukaj.
Tukaj imamo nekaj plugov. Zakaj so ti plugi služili? Ja, ta plug je bil za uranja s kovcami v Kiper. Tu je železen okupač za koruzo pa za krompir. Kasneje so že tudi napravili plug za uranje krumplov. To je, da so krumplje dvignili gor. Krumplje dvignili gor in so se tu presejali, ne? Da so lažje pobirali. Aha. In to je vlekla ena krava, ta plug? To je vlekla ena krava, ja. In to je pa jarem za To je pa jarem za njo bil, ja. Se pravi, to je vse leseno bilo? Vse leseno, vse doma izdelano. Tudi. Po meri kravi na vrat? Tako je, ja. Imela je zgoraj klinčke in kakšen brat je imela, tako se je jarem nastavil. Aha. Ja. In to je potem, vi ste zdaj potem pa rihtali, da je to šlo po sredini vrste, ne? Tako je, ja. Tu imamo tudi brano, No, tiste prve so bili lesene brane. No, zdaj, če nadaljujemo pri poljskem orodju, se pravi, tu vidimo dve brani, leseno pa kovinsko. Ja, kasneje so že napravili kovinsko brano, na začetku so pa bili samo lesene brane. To so vse vlečne brane, to niso dvigovali. Ne, to je vse vlečna brana. In to sta vlekli dve kravi. To sta pa vlekli dve kravi, ja. In kako globoko je šel recimo klin v zemljo? Ja, 10 do 15 centimetrov. Se pravi, da je njivo zravnal, ja. pa razbil grude. Je razbil grude, potem ko so pa posejali, je pa pšenico ali pa rž notri zabranal s temi branami. To je potem, Samo takrat je malo bolj dvigoval, da se ne tako globoko zabranalo. da je prišlo pravočasno ven. Pravočasno ven, ja. No, tu zdaj vidimo še potem razna druga orodja, to je mali bint, ne? To je pa bint bil za mlatilnico najbolj senicov, ko so dvigovali kolesa, pa od spodaj davali deske, ker je tistega časa bolj blato bilo, pa so kolesa lezla v blato. Tudi, da je stroj bil vodoravno, ne? Da je bilo vodoravno, da so poravnali, ja. No, tu gor pa vidimo veliko kovinskih predmetov, zakaj je to služilo? To je golže za kovca, da so urali, ne, to je gordjovna kovca, ti pa pljuh za kopču. Se pravi, to je bil prenosni mehanizem. Ja, to pa je bilo pri konjski kovcaj, ko se je spet nastavljal kovt, kako se je pljuh obračal, ne, pod štiri kovtom. Zakaj pa drugače pri konjski? To je samo za konjsko vprego bilo. Oni so imeli železna kovca pa železni pljuh konje. Oni so ne iz lisene norale. A ne? Ne, samo krave z lisene. Kar je konj močnejši? Konj so bili močnejši, ja. Pa je plug šel globlje? Globlje šel pa širše rezal. A ja, oboje? Ja. Globlje in širše? Širše, ja. To je, da je šel manjkat okrog, ne? Ja. No, tam tu zadaj pa vidimo še jarem za kravjo vprego, ne? Ja, to pa je bilo za kovla, da so vozile krave, ne. Tam vidimo tudi razpredelnico 3-4 komade. Če je štera krava močnejša bila, te so golže premestili na levo stran. Če pa slabša, pa na desno stran, ker je drugo več vlekla, ne. Da sta ne imeli v centri moč razporejena. Se pravi, da se tem to gospodar urejal, Tako je. kako izkoristiti kravo. Ja, tako je izkoristil kravo. Gospod, zdaj, da še nadaljujemo z stroji. Tukaj imamo en že dokaj modern železni orodje, to je plug za kaj? Plug za okopavanje kukurce pa krumplov. To je bolje bilo za konje napravljeno, ko je tudi širši bil, pa globejši in tu se je tudi s tem nastavljalo globina, kako globoko je praskal kukurcu, ko je travo prerezal. Spravi, da ni bilo treba trave pulda pa podkopavati Podkopava, tako so te samo ročno med rendami. Zmotno pokopali. No, potem pa, kako so pa recimo kukurcu sadili? Kukurcu so posadili z lisenim sejalnikom, to je tudi vlekla ena krava, to je imela jarem, ne, sama je vlekla in tudi so nastavljali globino, kako globoko je kukurca kapala, ne. Boris, zdaj pa prideva na rokodelske dejavnosti na kmetiji. Zdaj, kako je to bilo? Vsak kmet je tudi bil malo rokodelca, ne?
Ja, skoraj vsak je imel doma kakšno obrt, kakšno delavnico, kjer je potem, kako smo že prej govorili, po zimi delal kakšne stvari, ne, dolgi večeri, dolge zime, ne, samo za hlevom ni bilo veliko opravila, ne, in mogla je še biti pri hiši kakšna delavnica, kjer so potem vzdrževali, bi rekel, vse to orodje, ki smo ga predstavljali, tudi popravljali, pa tudi izdelovali, ne nazadnje. No in zdaj tukaj bomo šli kaj po vrsti. Prvi tak priročen pripomoček je bil, kako nabrusiti orodje. Tako. No, in tukaj imamo en tak doma izdelan stroj za brušenje od nožev pa naprej. Kako je to delovalo? Torej, brus je mogel biti pri vsakšoj iži, ne, kakor pravimo, in delovalo je na nožni pogon, ne, zatem bom rekel, kar ogromnim vztrajnikom, ne, ki je pomagal gnati ta stroj. In, potem... je delovalo na principu mase. Tako. Na principu mase, ne, je potem to poganjalo naprej, ne, in s tem so brusili od nožev do vsega orodja, vse, kar je pač bilo potrebno za zbrusiti, ne, se je to doma, tudi to je kmet mogel obvladati, ne. No, zdaj v tem naslednja orodja? Potem pa tukaj imamo naprej razstavljenega kar nekaj mizarskega orodja in pa tudi kolarskega. Namreč moramo ločiti, takrat v tistem času sta bili to dve samostojni obrti. Eno je bilo mizarstvo za izdelovanje pohištva, drugo je pa bilo kolarstvo. Kolarji so pa izdelovali vozove in pa vse te stroje, o katerih smo govorili, pa tudi pluge, ne, in tako naprej. Ne. In potem pa še je bila tretja obrt, ko so delali razna orodja od števlov, ročajev za orodja, potem vile, grablje in pa tako naprej. Ne. In to so bile nekako, tako bi rekli, tri samostojne obrti. Ne. In za izdelovanje ročajev, števlov ali pa grabelj, rasoj, kakor pravimo po prekmursko, je služil čisto preprosti ta stroj, ki mu pravimo rzača, kamor so vpenjali te drogove, da so jih potem obdelovali, in pa potem delali te polizdelke, s katerih so potem nastali ali rasoje, grablje ali pa tudi čisto preprosto. To je delal po meri ali šablonsko? Ja, kakor je pač bilo potrebno. Včasih je, veste, orodja so bila izdelana doma, včasih je trebalo vsakemu orodju potem tudi kaj prilagoditi, nekatere stvari pa že tudi šablonsko. Zanimivo, da še pred nedavnim so bili prodajalci, ki so po proščenjih, po žegnanjih prodajali te stvari. Doma so izdelovali ročaje za orodje ali pa te rasoje, vile, rasoje, grablje in so potem to čisto preprosto po proščenjih prodajali. No, gospod Boris, tukaj smo zdaj pred večnamenskim strojem. Je to bil kupljen, doma narejen, še deluje? Ja, ta stroj še deluje in bil je doma narejen, prav ste povedali, in naredil si ga je mojster sam. Bil je kolar, še danes se reče tej domačiji pri Kolarekovi, torej so potem tudi dobili svoj priimek, Kolarekovi, in ta človek si je sam doma, poleg tega, da je bil kolar, si je znal izdelati tudi ta kolarski stroj. To je večnamenski stroj, kaj se je tukaj ta kolar delal oziroma zakaj je uporabljal? Torej, to je stružnica najprej, v osnovi je služilo kot stružnica za struženje elementov, potem brus in pa reskalni stroj. In ta stružnica je delovala in pa tudi brus na nožni pogon, tako da je mogel si sam ali pa je imel koga najetega, da mu je potem najprej poganjal ta stroj za struženje elementov ali pa tudi za brušenje, potem reskalnik je pa zopet deloval na ročni pogon. Tako da zanimivo, vsi ti stroji, orodja še sodijo v čas, ko še ni bilo elektrike. To je zdaj potem tretji del z tega stroja, samostojen reskalnik. Kaj je s tem delal?
Torej, z reskalnikom reskamo, torej posnemal je robove. Zdaj, če si predstavljate eno desko in je potrebno napraviti zaključek, si pomaga mojster z reskalnikom, da posname rob, da ga zaoblje. Oziroma v kolarstvu so reskali vse te razne od središča koles in pa tako naprej, tudi posnemali kakšne robove na vozovih in to so vse delali z tem strojem. In to je zanimivo, poleg tega, da ga poganja na ročni pogon, se ta stroj tudi dviguje in pa spušča, tako da je lahko tudi po višini, mislim po globini, tudi reskal vse te elemente. Naslednji stroj je tako zvana krožna žaga, Tako, krožna žaga oziroma po domače so ji kar pravili pan žaga. Tukaj v Prekmurju spada tudi v to kolarsko obrt in pa za to pan žago so potem izrezovali razne okrogline, kolesa. Gre namreč za to, da se s to žago da izrezati, da se s to žago reže ozke in pa dolge kose in pa da se da rezati tudi okrogline. V loku. V loku, tako. Je pa žaga cela lesena, tudi kolo, ki poganja ta žagin list, je leseno. Torej, cela narejena iz lesa, sicer pozneje elektrificirana, je bila predelana na električni motor, ampak v začetku, kakor mi je povedal lastnik, je delovala na isti princip, kot ta stružnica, ki smo jo prej opisovali na nožni pogon. Torej, vse te stroje so včasih ljudje nožno poganjali. No, tukaj imamo nekaj zanimivih orodij, najprej za uporabo pri prodaji svinj in pa razna nosila, pa razna vozila. Zakaj gre? Torej, že zadnjič smo govorili o prodaji svinj na svinjskem sejmu v Turnišču, ki je bilo vsaki četrtek. Takrat so prodajali male pujske, imamo pa tukaj eno veliko kišto za prevoz večjih svinj. Torej, zgodilo se je tudi, da so večjega prašiča prodali, ko je bil za kol. In zato so uporabljali ta zaboj, ki je z ročaji, da so ga potem čisto preprosto dvignili na voz in so lahko prašiče potem odpeljali. Torej, zraven, kar na tej škrinji so potem tudi ta nosila, pravimo jim tragle, ki so se pa že uporabljale pri kolinah, ko so imeli koline in pa okoli so še ta razna korita, ki sodijo k kolinam. No. Zakaj korito sodi k kolinam? Tu so prašiča oprali, okopali, pa potem očistili kožo, Tako, pa tudi oparili, oziroma pozneje, potem tudi meso zlagali v korita, oziroma v koritih tudi meso pacali. No, kakor sami veste, so pa ta korita bila vsestransko uporabna, tako da so nenazadnje služili tudi včasih za čavne, Ja, ampak tu zdaj imamo dve korito, to je to grobo korito, Tako. To je čun, to je pa korito, Tako, eno je čun, eno je pa korito, Tu not so pujsa okopali. Parili, ja, tako. No, tu so pa tam še razna vozila. Ja, so pa talige, kar po prekmorsko povemo talige, pravimo jim drugače samokolnice, razne. Te čisto preproste, ki izgledajo tako kot ena lestev na kolesih, so bile za prevažanje gnoja iz hleva ali pa tudi kakšne krme, trave, sena in pa tako naprej. S tem so se tudi tako rekoč olajšali vsakodnevno delo. Moja mama recimo je rekla, ker so bili, bom rekel, malo manj premožni, je pravila, da bi mi to takrat imeli. Je pravila, mi smo kar na traglah prenašali gnoj iz hleva. Tako da niti vsaka hiša ni imela talik v tistem času. Imamo pa mali voziček. Tako, ja, mali voziček, ki je služil za prevažanje kakšnih majhnih stvari ali pa tudi čisto preprosto za otroško igro včasih. Pa gospodina s tem se na njivu po
Povrtnino, Tako povrtnine, po zelenjavo, ne, in pa po ostale stvari, kar je pač manjšega bilo za premažati. Tu imamo še en čeber, ne? Tako, tu je čeber, prej smo govorili o kolinah, ne, vemo, da je to koline so v Prekmurju praznik, ne, jaz se še spomnim pred leti, ena družina je vedno povabila, oni so vedno klali 2 prašiča, ne, enega za sebe, enega pa tako rekoč so tisti dan razdelili, ne, malo med prijatelje pa to, ne, in vsak večer so potem tudi povabili na večerjo, ne, in zvečer je bila obvezno bujta repa, ne, za jesti in pa potem vse jedi, ki sodijo k prekmurskim kolinam, zraven tudi krvavice, ne, in tu imamo tudi te pištole, so jim pravili, ne, s katerimi so te krvavice oziroma kašnate klobase izdelovali. Tako je, ne. Tu so dali, noter so dali pač filo, ne, ali je bila to kaša ali pa tudi meso, ne, potem pa črevo, ne, in s tem so potem pravili, da nadevljajo krvavice. Ne. Sedaj še imamo pred nami nekaj zanimivih kmečkih strojev. Tu so velike sani, in na katerem je sod za prevoz gnojnice. Kako je to bilo? Tako, ja, lahko bi rekli cisterna, ne, stara, ne, ki je seveda izdelana iz lesa, ne, torej ta cisterna je na saneh, ne, ponavadi se je gnojnica iz hleva vozila po zimi, ne, in čisto preprosto, ne, v to cisterno so potem nosili z vaganom, ne, z posebnim pripomočkom, ki je tudi bil narejen iz lesa, to gnojnico zlivali, napolnili in pa potem preprosto peljali na njivo. To po zimi. Tako, po zimi se je to ponavadi delalo, se je gnojilo, ne, in eno stvar, ne, zanimivo bi tu mogoče izpostavil, zopet iznajdljivost prekmurskega človeka, ne. V osnovi so bile to burkle, ne, za porivanje loncev v peč, ne, potem pa ja, na te burkle nastavljena čelada iz vojne, ne, in s tem so si preprosto pomagali, ne, pri tem, da so zajemali gnojnico, ne, iz gnojne jame in pa potem tako jim vlivali tudi na ta način noter, ne, tako da. No, tukaj, to je naredil Pintar, ne? Tako, ja, to so pa bili za izdelovanje sodov, ne, so bili sodarji oziroma po domače pintarji, ne, ki so delali potem vse te razne stvari, tudi škafe, čebere, ne, in pa ki so se uporabljali v gospodinstvu. Pa to. Kupuje samo železo, pa zadaj mehanizem za spuščanje. Tako, ne, tisto je potem brišel, da je napravo kovač, ne, vse ostalo je pa napravo pintar. Zgoraj, ne, pa je kar tako gori nastavljen valilnik, ne, koklje, ne, so včasih doma valile, ne, in to so si čisto preprosto doma napravili takšno valilno hišico, kamor so potem zaprli dobesedno te koklje, da niso pobegnile iz jajc, ne, ven prenehale valiti. Ja, na dan so šla ven za eno uro, ne? Ja, so jih spustili ven, potem pa nazaj noter, ne. So sprehodile, pa najedle, pa to, pa nazaj. Tako. Tukaj smo zdaj pred zanimivim pomagalom, oziroma mali stroj za delanje kaše. Tu so prodavali proso, ajdo, ješpen tudi, ješpen. Ja, tudi, ja. Torej, to je stopa, ne, kakor ji pravimo, ne, in pa delovalo je na nožni pogon, ne, tisti, ki je pal kašo, ne, in prav po posebnem principu, ne, so rekli, da tisti, ki pše kašo, ne, da pleše gori po stopi, ne, in je mogel biti zato tudi posebej nekako zverziran, ne, in stopa je bila, ja, bom rekel, kar pri večjih hišah v vasih, ne, so imeli svojo stopo, ne. No, in potem, da je še boljše naredil, mu te en pomagal dol potegniti, ne? Tako, en mu je pomagal, ne, dol potegniti ali z vrvjo, ali kako, da sta pač bolj močno, ne, lahko udarila, ne. In to so potem proso, so vzeli kar iz škrinje, pa To ga kar dali v stopo, ne, in so ga pali, ja. Pred nami je zdaj še en večji stroj, tako zvani bint, ne? Zakaj so ga uporabljali? Preja bint ali pa vejaš, so njim včasih tudi pravili, uporabljali so ga za čiščenje
zrn, ne, oziroma žit, ne, ali čisto preprosto, da je bilo potrebno očistiti pšenico ali mogoče tudi celo koruzo ali bučno seme smo prej rekli, ne, da so ga lupili, ne, tudi bučno seme so bintali, ne, oziroma čistili za tem strojem ali kašo, ne, da so prevedli. Največ pa žito, tisto, ki so ga stovkli za kritje, ne? Tako. Tisto je bilo polno plevel. Tako, ne. Plev pa zrnje pa to, nisi mogel, ko to je šlo vse skupaj, ne? Tako, včasih, ja, danes čisto preprosto, ne, požanjamo žita z kombajnom, ne, takrat so pa v ozadju imamo cepi, ne, so z cepami tavkli, ne, po žitih, ne, da so dobili iz klasov semena, ne, in to je potem bilo, ja, vse skupaj, ne, si dobil od plev do vsega, ne, in potem bint, ne, ki je deloval na principu tega vetra, ne, noter je ena velika vetrnica, ne, je potem odpihnil vse te lahke delce, ne, zrna so pa padala. Samo pleve, Tako. pa kar drugo še bilo. Tako, ne. No, tukaj imamo še v tem koritu za so rabili pri izdelovanju olja, ne. Tu not so praženo maso potem zalili z vodo in premešali, ne. Tako, tu so mesili, ne, Da prej se smo je govorili izlužilo. o predelavi bučnega semena, ne, in to korito je tudi služilo v tistem kontekstu, ne, za stiskanje olja, ne. In pa ja, če smo prej že govorili o čiščenju, ne, žit raznih semen, zadaj v ozadju pa imamo že veliko kaščo, ne, v kateri so pa potem čez zimo shranjevali, pa naj bo to pšenica ali žito, ječmen, ne, je ponavadi bilo shranjeno na granarju v takšnih kaščah. Oziroma po prekmursko so rekli kar škrinja. Ja. Za zaključek naše predstavitve življenja na kmetiji imamo 3 različne oblike shranjevanja žitaric. Od rži, pšenice, ječmena, prosa, ovsa, koruze. In to je najstarejša oblika. Kako je to izgledalo? Tako, ta kašča je narejena iz debla in sicer iz debla vrbe, ki so jo odznotraj popolnoma izdolbli, tako da je ostal samo ta, bom rekel, ta nek obod, ne, in to je služilo potem za shranjevanje teh raznih žit in verjetno gre za tisto najstarejšo shrambo shranjevanja žit, ne, ki je še bila pred škrinjami, ne, in pa. No, tu imamo pa eno škrinjo, torej, ki je bila vedno blizu mlina. Tako, ja. Da je tukaj ven jemal, ne. Tu imamo pa kaščo, ki je bilo pa glavnina strajno, ne. Tako, tisto so pa potem že večje količine, ne, so pa potem vedno shranjevali že pozneje, ne, v takih velikih škrinjah. Se pravi, da so to zelo inteligentno razporedili. Ja, so vedeli, ne, mislim, tak, kakor smo že prej rekli, ne samo, da so delali z rokami, ne, tudi na nek način z glavo, ne. Imamo tukaj gori, ne, tudi razne košare, ne, s katerimi so si pomagali, ne, predvsem pri polnjenju teh kašč in pa tako naprej. No, recimo zanimivo, gori tudi, ne, na tej kašči veliki je en slamnatni koš, ne. Te koše so pa uporabljali tudi za shranjevanje suhega sadja ali pa maka ali pa kakšnih takšnih, bom rekel, bolj občutljivih zadev ali pa tudi orehov, ne, recimo tudi to je bilo shranjeno, ne. Tako da je znal človek takrat v tistem času veliko teh naravnih materialov, ne, porabiti za shranjevanje živil, ne. Pa je, da so ohranili suho, pa spet ne presuho, pa ne prevlažno, ne. Ja, pa da tudi, da nekak škodljivci niso, ne, prišli zraven, ne. Tako. In potem pa sedaj za zaključek mogoče še en tak povzetek tega, kot razlaga občinskega grba, ki je tukaj pred nami. Kaj vse ta grb v sebi vsebuje? Torej, občina Turnišče, ki je bila ustanovljena 94. leta, si je izbrala svoj grb, ne, in imamo najprej v začetku ta gotski slavolok in pa gotsko okno, ki spominja najprej na staro turniško cerkev.
in s tem tudi na vero prekmurskega človeka, ki je bil z njo vedno zelo zaznamovan in pa tudi prežet. Potem pa seveda grb vključuje tudi vso delo, ki ga je opravljal ta prekmurski oziroma turniški človek v preteklih časih. Najprej čevljarska obrt, ki je zelo zaznamovala turnišče, potem kovaška obrt, ki je zaznamovala turnišče, in pa tudi krojaška obrt. In potem so tudi v turnišču znani cehi, o katerih smo že zadnjič govorili. No, seveda pa ne gre brez poljedelstva, ki je nekako tudi zarisano v tem grbu, in se mi zdi, da ravno ta grb zelo lepo govori o tem, kako se je vera in pa delo prekmurskega človeka vedno zelo lepo prepletalo, in pa ne nazadnje človek je živel in pa delal tukaj iz vere vedno. To je zaznamovalo tega človeka in pa Bog daj, da bi tako tudi ostalo še naprej. No, in kako je ta povemo, simbol končal tukaj, v tej zbirki? Ja, enkrat se čisto slučajno, gledajte, jaz imam navado, pa ne samo jaz, celotna naša družina ima navado, da shranimo stvari, ki so tudi, če so mogoče del novejše zgodovine. In tako je tudi ta občinska tabla, na kateri je narisan ta grb občine Turnišče. Postavili so jih ravno ob ustanovitvi občine. Potem s časoma so jih odstranili iz teh mest in so bile v Turnišču shranjene v tisti stavbi, kjer so se pozneje naselile sestre Klarise. In nekako takrat ob čiščenju tiste stavbe je en cel kup stvari ostal, ki nekako niso vedeli, kam z njimi, in med drugim tudi ta grb, ki smo ga potem shranili tukaj v naši galeriji, in mislim, da je edini shranjen v celi občini. Ga boste kaj renovirali, ker vidim, da zob časa ga je načel, najbrž tudi vremenske razmere, tukaj so hude pozime, pa to. Nekaj je tudi napisano okrog. Tako, napisana je bila dobrodošlica, potem pa malo manj se vidi napis v vasi Renkovci. Torej, tam je eno odstopov v občino. Tako, to je eden odstopov v občino bil, in tam je bila postavljena ta tabla. Ja, res, te table so bile, mislim, da skoraj 10 let postavljene po občini, in pa vse vremenske razmere so vplivale. Gotovo bo potrebno to tablo tudi v bodoče, bom rekel, primerno restaurirati, obnoviti, ampak ker smo takrat, ko smo jo postavili sem na razstavo, smo rekli, ne gre še za tako staro zadevo, pustimo še nekaj časa tako, da se vidi, potem pa enkrat bo že prišel čas, da bo tudi prišla pod roke kakšnega. No, ta dva svetnika kdo sta? Torej, ta dva svetnika, najprej to nakazuje gotsko okno v stari turniški cerkvi, to gotsko rozeto, potem pa predstavljata tudi sveta brata Cirila in Metoda, ki sta tukaj po teh krajih širila krščansko vero. To je vitraž. Tako, zastekljeno je v stari turniški cerkvi. Če bi pogledali, bi videli, da gre za kamnito gotsko okno, ki pa je potem zastekljeno. Nekako simbolna razlaga je pa tudi ta, da predstavljata ti dve figuri sveta brata Cirila in Metoda. Ja, gospod Boris, hvala za to obširno razlago. Veliko smo videli, enako veliko zvedeli, tako da imamo sedaj eno tako stvarno predstavo o tem življenju tukaj v preteklih stoletjih. Hvala. Ja, Bog plačaj vam, da ste se potrudili, da del te naše zbirke pride tudi do tistih, ki morda ne morejo sem priti, pa si lahko doma ogledajo. Sem zelo vesel in pa ponosen na to, da opravljate tako veliko poslanstvo.